Kategorija vaška jedra. Drugo mesto v kategoriji vaških jeder prejmejo kapele. Kapele s svojim lepo urejenim vaškim jedrom že 30 let zagovarjajo visoke uvrstitve v okviru projekta Moja dežela lepa in gostoljubna. Komisija je bila pozorna na naslednje. Na urejenost vaškega jedra, katerega sestavljajo gasilski dom, stara šola, farna cerkev, župnišče, spominsko obeležje enologa Andreja Žmavca, objekti nekdanje vaške gostilne. Urejenost vaškega jedra v obrobju sestavljajo cvetličena in lepo urejena osnovna šola z ogrišči in novimi igrali, urejenim pokopališčem z obnovljenim parkom ob Vežici, bar in trgovina s pošto ter številne ocvetličene stanovanjske hiše. Samemu jedru dajo dodatne vrednosti posamezni elementi, kot so napis kapele v obliki kolesa, informativni stolp s turistično-informacijskim materialom, vodnjak pred staro šolo in številne informativne table, ki nas vodijo po Koščevi poti v naravni spomenik Jovse ali pa v informacijsko sobo z multivizijsko predstavitvijo tega naravnega bisera. Prvo mesto v kategoriji vaških jeder prejmejo Pišece. Ocenjevalna občinska komisija si je ogledala vaško jedro Pišec, ki je zgoščeno v kotlini ob lokalnih cestah v obliki črke T. Ob tem je izpostavila: lepo vzdrževano cvetlično okolico farne cerkve in kozolca, v skalah se skriva votlina duplo z izvirom bisera Pišec potokom Gabernico. Komisijo so prepričali tudi 3 obnovljeni mlini, ob prečudovito obnovljeni strugi, ki se vije skozi jedro Pišec in daje pitno vodo obiskovalcem tako pri izviru, pri mlinu turističnega društva Pišec in vodnjaku pred osnovno šolo. Letos je zaključno obliko dobil tudi Verstovškov mlin, nekoč Bosteletov, katerega 3 kolesa poganja voda, slednje pa skrbijo eden za mletje koruze, drugi za mletje pšenice in tretji za pridobitev energij za samooskrbo mlina. Pišečke marelice so tudi letos dale svoje plodove in tako izpodbudile ocenjevalno komisijo s svojimi rdečkasto-zlatimi rumenimi marelicami. Gostoljubnost domačinov je komisija doživela z naključnim srečanjem in sicer z opozorilom, kjer lahko dobijo pitno vodo, ponudbo marelic direktno iz drevesa in marelično marmelado iz rok članov turističnega društva pod Kozolcem. Domiselno so na novo postavljene tudi informacijske table na kozolčkih in smerokazih, ki obiskovalce vodijo do osrednjega Kozolca z zemljevidom kraja in kontakti. Vzorno urejena je okolica Pleteršnikove domačije, katere sestavni del je čebelnjak in na začetku vasi nekdanje trgovine z novo urejenim cvetličnim parkom, ki je bil nekoč travnik. Ob ocenjevanju je komisija začutila moč rahlega vetriča in toplino kotline vaškega jedra. Moč, energijo, sprostitev in željo po novem obisku gostom daje tudi vila Silva Marija. Kategorija vasi. Tretje mesto v kategoriji vasi prejme Rakovec. Občinska komisija si je ogledala vas Rakovec in pri tem izpostavila splošno urejenost na naslednjih točkah. Strnjena obmejna vasica je v celoti ocvetličena in urejena, dvorišča prehajajo v urejenost javnih površin. V osrednjem delu je lepo vzdrževan vaški vodnjak, ki je bil obnovljen leta 1994 strani turističnega društva Kapele. Gasilski dom in ocvetličena lepo vzdrževana 100 let stara Štefinčeva kapelica. Komisijo je prepričala tudi skrbno ocvetličenost balkonov, lepo vzdrževane ograje, del vasi pa se v urejenosti preliva po daljšem klancu do mejnega prehoda Rakovec. S tem so povezali mejni prehod z vasjo, kar je novost od lanskega leta. Opažena je tudi gostoljubnost domačinov in komisija je bila seznanjena, da še vedno stoji ohranjen in lepo vzdrževan objekt, ki je služil Atemsom kot odkupna postaja za odkup krme iz travnikov Jovsov. Na koncu vasi je označen naravni spomenik Jovsi. Drugo mesto v kategoriji vasi prejme Cerina. Cerina je vas, ki nekaj let ni izkazala interesa vključitev v občinsko ocenjevanje. Tokrat je komisija opravila ocenjevanje te vasice z izredno lepo geografsko lego. Ob celotni urejenosti vasi je komisija izpostavila prostor ob gasilskem domu, ki je stalna zbirna točka vaščanov, in zelo lepo urejena igrišča s piknik prostori in prelivom urejenih površin ob gasilskem domu in domačiji. Lepo urejena okolica Cerinskega dvorca kot simbola vasi, ki parkovno urejeno preide v sklop vasi.
Turistična infrastruktura, klopce, pa so nameščene na lokacijo, kjer si obiskovalci mirno ogledujejo okoliške kraje. Prvo mesto v kategoriji vasi prejmejo Črešnice. Črešnice že dolga leta zasedajo najvišje mesto v kategoriji vasi, toda letos so se lotili prenove kapelice in komisija verjame, da bodo s tem izboljšali izgled vasi, ki je v lanskem letu pridobila obnovljeno cesto s pločnikom in avtobusnim postajališčem. Komisija je letos izpostavila urejenost avtobusnega postajališča in vzorno vzdrževan kozolček z napisom Črešnice in črešnjami. Zelo lepo obnovljeno in urejeno okolico kapelice, domiselno so urejeni prehodi med novim pločnikom in dvorišči, vzdrževane in lepo urejene športno-rekreacijska površina s postavitvijo otroških igral in turistično infrastrukturo, urejeno vaško igrišče s prostorom za zbiranje in odlaganjem odpadnega lesa. Vaščani skrbijo za urejenost dvorišč in javno dobro površin do cest. S svojim zbiranjem odpadnega lesa iz celotne vasi na odlagališču le-tega nato skurijo ob prireditvah ob 1. maju za kresovanje in s tem dajejo prispevek k ohranjanju in urejenosti domačega okolja. Kategorija krajevna središča. Tretje mesto v kategoriji krajevnih središč prejmejo Pečice. Občinska komisija si je ogledala Pečice in pri tem izpostavila splošno urejenost na naslednjih točkah. Osrednji del Pečic, vzorno obnovljeno staro šolo, v kateri je tudi planinski dom, prireditveni plato z izobešenimi zastavami in redno košena okolica. Odsvetličena gredica, klopce, informacijska tabla. Lepo vzdrževana okolica cerkve in na novo posekan oziroma parkovno urejen del hribčka do nedavnega zaraščen, na katerem stoji cerkev. Lepo odsvetličene domačije s svetlično urejenimi odprtimi dvorišči izkazujejo vtis gostoljubnosti. Poskrbeli so tudi za urejenost domačije, ki leži neposredno pod jedrom Pečic, kar je komisijo dodatno prepričalo, da zaslužijo mesto v samem vrhu urejenosti krajevnih središč občine Brežice. Drugo mesto v kategoriji krajevnih središč prejme Krška vas. Krška vas je vsa leta zmerno, lepo urejena, raztegnjena vas, v zadnjem letu pa je pridobila kar nekaj elementov, ki so prepričali komisijo. Splošna urejenost vasi se iz leta v leto ohranja, številna urejena dvorišča pa prehajajo v urejenost javnega dobra. Vzorno urejeno je igrišče in okolica cerkve z zelenimi parkirnimi prostori, lepo je vzdrževan osrednji del javnega dobra v upravljanju turističnega društva in simbol vasi Mlinsko kolo. Novost je, da vedno večji del naselja skrbi za urejenost obvodnega območja ob reki Krki. Ob kulturno-zgodovinskem spomeniku pa je v zadnjem letu obnovljen hortikulturni prostor. Prvo mesto v kategoriji krajevnih središč prejmejo Sromlje. Sromlje so bile večkrat uvrščene v sam vrh urejenosti krajev Slovenije. Občinska komisija si je ogledala z vinogradi obdano krajevno središče Sromlje in pri tem izpostavila urejenost in novosti na naslednjih točkah. Vzorno obnovljeni smerokazi, ki te vodijo do naravnih in kulturno-zgodovinskih znamenitosti. Osrednji plato med odsvetličenim domom krajanov, gasilskim domom, župniščem in cerkvijo je parkovno urejen s številnimi pojasnevalnimi tablami, mizam in klopcam, zelenim oknom ter vodnjakom. Posebej vzorni so panoji, zemljevidi in informacijske table, ki te vodijo do obnovljenega prostora turističnega društva in opozorijo, kako do izposoje električnih koles. Brežina pod župniščem, na katerem se skozi leto pasejo ovce, je živi park s postavljeno vinogradniško muzejsko zbirko in opozarja na pomladansko obdanost z narcisami. Domiselno odsvetličen je dom vinogradnikov s prostori krajevne skupnosti. Vzorno urejeno in vzdrževano je tudi pokopališče v kraju. Posebno priznanje prejmejo Trnje bloki. Občinska komisija se je odločila za posebno priznanje za trud turističnemu društvu, ki ureja okolico med bloki v naselju Trnje. Okolica je bila pred leti zasajena in očiščena in se vsako leto redno nadgrajuje, saj so sčasoma uredili
Kategorija osnovne šole. Tretje mesto v kategoriji osnovnih šol prejme podružnična osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova v Kapelah. Kljub temu, da je to podružnična šola, imajo 2 samostojna razreda in 1 kombiniran, v želji, da bi uredili dodatne prostore še za 2 triadi. Urejena in lepo vzdrževana je zunanjost šole, pročelje popestreno z negovanim zeliščnim vrtom, odsvetličen vhod, obogaten z jesenskimi aranžmaji Teto jesen in toplo prijazna z lončnicami obdana notranjost. V sklopu šole deluje tudi polno zaseden vrtec, zelo urejeno je igrišče vrtca, prav tako šolsko igrišče in dodatno urejeno zemljišče za namen rekreacije in športa na delu javnih površin. Tretje mesto v kategoriji osnovnih šol prejme tudi osnovna šola Globoko. Stavba šole je ena najstarejših izmed šol v občini Brežice, katere kletne prostore so kljub vlagi in vdoru meteornih vod uredili v prijetno dišeče prostore pralnice, sušilnice in za potrebe shranjevanja orodij. Na pročelju šole je sveže zasajen skalovnik, sveže prepleskani so hodniki s svetlimi barvami, ki dajejo prostoru posebno eleganco, svežino in svetlobo. Kljub prostorski stiski potrpežljivo čakajo na obnovo šole in do ureditve novih prostorov. Hvaležni so za vzpostavljeno energetsko rešitev in v zadnjem obdobju preurejenimi prostori na tribuni telovadnice. V sklopu šole deluje tudi vrtec z zelo lepo urejenimi, vzdrževanimi zunanjimi površinami ob igrišču. Drugo mesto v kategoriji osnovnih šol prejme osnovna šola Brežice. Osnovna šola Brežice je največja osnovna šola v občini Brežice. Vizija kulturne odličnosti se izkazuje že na pročelju šole z urejenostjo in postavitvijo simbolizirane knjige rasti. Cilj sooblikovanja dobrega človeka se izraža v domiselno lepo urejenih panojih na hodnikih s predstavitvijo najboljših učencih po letih, katerega dosledno letno nadgrajujejo. Zavzemajo se za izvajanje učnih aktivnosti, ki učencem omogočajo učenje veščin za 21. stoletje, kar pa se izkazuje v opremljenosti posameznih učilnic in zunanjih površin učilnice v naravi. Šola je prejemnica številnih priznanj, o predstavitvi dosežkov učencev pa prikazuje najšportno šolo in hkrati urejenost posameznih hodnikov in skupnih prostorov. Celotna urejenost zakriva leto gradnje le-te kot zgradbe. Prvo mesto v kategoriji osnovnih šol prejme osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece. Po številu učencev je to najmanjša šola v občini, vendar ji je v tem šolskem letu uspelo izposlovati samostojne oddelke, našo komisijo pa prepričati, da je to šola, ki si jo lahko samo želimo. Učilnice so velike, lepo opremljene, nekatere tudi z interaktivnimi tablami, na hodnikih so številna priznanja in pokali iz raznih tekmovanj ter UNESCO taborov. V sklopu šole deluje tudi vrtec s svojim izredno prijetnim, negovanim in toplo urejenim zunanjim prostorom. Pročelje šole in okolica sta lepo urejena in odsvetličena s cvetjem, ki ga vzgojijo učenci s pomočjo učiteljev, ker imajo svoje mesto tudi knjigobežnica, družabni kotiček obdan šolskim sadovnjakom pod krovom belega gabra, zelenjavni vrt in nasad dišavnic sta tudi skrbno negovana, dodelana z visokimi gredami, katere oskrbujejo z osnovno zelenjavo in dišavnicami za vso leto. Na vsakem koraku se čuti utrip delovanje šole v sožitju z okoljem, naravo, tamkajšnjim turističnim društvom in nenazadnje s čebelicami šolskega čebelnjaka na Pleteršnikovi domačiji.